Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Ne boste verjeli. Današnjo pravljico se je prikradel tiskarski škrat in zamenjal nekatere črke v besedah. In tako bomo najprej lahko prisluhnili malce nenavadni ter tudi smešni različici pravljice, a brez skrbi. Spodaj boste lahko sproti prebrali pravilne besede, ki sta jih izrekli današnji knjižni junakinji, koza Kika in krava Katka. Na koncu pa boste lahko prisluhnili še različici pravljice, kjer so se črke le spravile v red. Zdaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa odlične slovenske pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom Krava pere knjigo o jajcih. Zelo zanimiv naslov. Koza Kika in krava Katka sta klepetali ob skodelici čaja. Danes me strašansko boli teta, je potarnala koza Kika. Mene pa red, je potožila tudi krava Katka. Se mi je zdelo, da je tvoj red nekam čudno zabit, je ugotovila Kika. Saj tudi je rekla Katka. Celo konj, ki ima poškodovano korito, se mi posmehuje. Ne ježi se, je rekla Kika. Raje pojejva še koš torte. Ne bodi taka koža, se je razburila Katka. Torba ni zame, raje bom odšla na prt. Tudi prav, je odnehala koza Kika in začela brisati zimo. Krava Katka je vstala. Grem. Na tem zavoju je težko sedeti. Kam pa greš? Je zanimalo kozo Kiko, ko je Katka stopila čez prah. Čez kost in potem v vas, je rekla ta. Na vrata hleva nariši obvestilo, da te ni doma, ji je svetovala Kika. Čemu? Saj grem samo po srečo, je rekla Katka. Zakaj jo pa potrebuješ? Je bila radovedna koža. Zvečer rada perem, najraje kakšno knjigo o živalih. Sosedov krce neprestano praska, je pripomnila Kika. Morda ima polhe? Psi me pa res ne zanimajo, je rekla Katka. Trenutno perem knjigo o jajcih. Se je začudila koza Kika. Ti pa nisi obpuh. Tako je pekla koza Kika. Kakor hitro je krava Katka obšla, je vzela tvoj predpasnik. Še eno torbo bom spekla, si je rekla, čeprav že prejšnje ni pojedla. Pirovo, se je odločila, iz samega kravjega mleka. Takšno bo tudi krava jedla, si je pekla. In je hitela teči. In tako se je zgodilo. Čeprav je kravo Katko bolel red, je odšla v vas po srečo. In čeprav je kozo Kiko bolela teta,
je spekla še eno torbo. Tako je krava Katka dobila srečo, koza Kika pa torbo. Ja. Zelo zanimiva pravljica, kaj ne? Kako lahko le ena črka vpliva na pomen besede in posledično tudi na razumevanje celotnega besedila. Ti, tiskarski škrat, si nas pa vse malce zmedel, tudi mene. Sedaj pa predlagam, da se ponovno udobno namestimo in prisluhnemo še eni bolj razumljivi različici pravljice, nastale izpod peresa odlične slovenske pisateljice Mojceje Podgoršek z naslovom Krava bere knjigo o jajcih. Koza Kika in krava Katka sta klepetali ob skodelici čaja. Danes me strašansko boli peta, je potarnala koza Kika. Mene pa rep, je potožila tudi krava Katka. Se mi je zdelo, da je tvoj rep nekam čudno zavit, je ugotovila Kika. Saj tudi je rekla Katka. Celo konj, ki ima poškodovano kopito, se mi posmehuje. Ne jezi se, je rekla Kika. Raje pojejva še kos torte. Ne bodi takšna koza, se je razburila Katka. Torta ni zame, raje bom odšla na vrt. Tudi prav, je odnehala koza Kika in začela brisati mizo. Krava Katka je vstala. Grem, na tem zaboju je težko sedeti. Kam pa greš? Je zanimalo kozo Kiko, ko je Katka stopila čez prag. Čez most in potem v vas, je rekla ta. Na vrata hleva napiši obvestilo, da te ni doma, je svetovala Kika. Čemu? Saj grem samo po svečo, je rekla Katka. Zakaj jo pa potrebuješ? Je bila radovedna koza. Zvečer rada berem, najraje kakšno knjigo o živalih. Sosedov hrdce neprestano praska, je pripomnila Kika. Morda ima bolhe. Psi me pa res ne zanimajo, je rekla Katka. Trenutno berem knjigo o zajcih. Se je začudila koza Kika. Ti pa nisi od muh. Tako je rekla koza Kika. Kakor hitro je krava Katka odšla, je vzela svoj predpasnik. Še eno torto bom spekla, si je rekla, čeprav še prejšnje ni pojedla. Sirovo, se je odločila, iz samega kravjega mleka. Takšno bo tudi krava jedla, si je rekla. In je hitela peči. In tako se je zgodilo. Čeprav je kravo Katko bolel rep, je odšla v vas po svečo. In čeprav je kozo Kiko bolela peta, je spekla še eno torto. Tako je krava Katka dobila svečo, koza Kika pa torto. Ja, odlična pravljica, kaj ne? In tako se včasih lahko zgodi, da se črke malce pomešajo in to brez prisotnosti tiskarskega škrata. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici, ki predstavi ravno motnjo branja in pisanja z naslovom Imam disleksijo. Prijazno vabljeni k poslušanju.
Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi koze Kike ter krave Katke. Čau, čau! Ja, zelo zanimiva pravljica.